Najprej bi vas vse udeležence rad lepo pozdravil na tem razmeram primerno organiziranem predavanju na daljavo. Zdaj, teli Zoomi načeloma imajo neko določeno prednost, jaz to priznam, ne. Na primer, predavatelj lahko pride na predavanje v pidžami ali pa v copatih, pa ne bo noben tega opazil. Sicer pa se mi zdi, da je celostna izkušnja predavanj na daljavo vse skupaj bolj kot neki radijski program. Na eni strani je napovedovalec, na drugi strani so pa radijski oziroma v tem primeru računalniški poslušalci. No, tisto, kar mene mogoče pri teh predavanjih na daljavo najbolj moti, je to, da ni tiste značilne neverbalne komunikacije, ki se običajno razvije na tistih pravih živih predavanjih. Jaz si predstavljam, da to zna biti moteče tudi za kakšnega od poslušalcev, zato sem se nekako odločil danes, da bom probal to mogoče malo omiliti. Kje bomo Na tak način. noter. Ja, pa kaj mi tam noter brskaš? Tam pa res ni nič zate. Še je iskati gasilsko. Okej. No, to sodi zraven v te moteče elemente Zooma, pa nič hudega. No, kot rečeno, bom skušal to jaz malo omiliti na ta način, da bom za začetek mogoče samega sebe malo bolj podrobno predstavil, pa ne zelo, samo malo bolj podrobno, tako da si boste mogoče malo bolj predstavljali, kdo sploh je ta na drugi strani, ki vam bo danes vzel dobre pol ure vašega življenja. Dejansko, kakor je že Renata rekla, jaz sem zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Tam delam kot raziskovalec, in sicer na področju ekologije, poleg tega na različnih univerzah predavam tudi različne ekološke teme. Zdaj, v resnici ne morem reči, da se ukvarjam z ekologijo, ker nihče na svetu se ne ukvarja z ekologijo. Ekologija je tako zelo široka veda in vsi ekologi proučujejo samo posamezne delčke procesov, ki jih obravnava ekologija. No, in jaz se raziskovalno že zdaj skoraj 40 let ukvarjam s pticami, proučujem nekatere izbrane te ekološke fenomene, ki se pojavljajo pri pticah. Začel sem še kot študent biologije s tole vrsto. Tole je vrsta sove, mala uharca. Ko sem jaz začel, so bile sove pri nas zelo slabo poznane. Nekako smo vedeli, da so aktivne ponoči, čez dan se skrivajo, in to je bilo bolj ali manj tudi vse. Pa še to, kar smo takrat vedeli, danes ugotavljamo, da ni čisto res, ker so tudi nekatere vrste sov, ki so aktivne pretežno preko dneva in ne ponoči. Je bila pa ta odločitev kar en tak poseben izziv. Še posebej zaradi tega, ker takrat, ko sem se to odločil, takrat smo živeli še v eni čisto drugi državi, in takrat pri nas ni bilo nikogar, ki bi mi lahko kot mentor pomagal pri raziskovalnem delu. Pri samem delu je bilo pa tudi veliko praktičnih izzivov. Zdaj, mala uharca gnezdi običajno zelo visoko na drevesih, tam nekje čisto pod vrhom drevesa, tako da je bilo pri terenskem delu ogromno nekega plezanja. No, in potem čez čas, ko sem se tudi malo že postaral, mi kar naenkrat to plezanje po drevju ni bilo več v užitek, vsaj ne tako zelo kot v samem začetku. Zato sem po 18 letih dela na tejle vrsti, na tejle mali uharci, zamenjal svoj raziskovalni objekt, torej zamenjal sem vrsto, ki sem jo raziskoval. Izbral sem si tole vrsto, tole je pa repalščica. To je pa vrsta, ki gnezdi na travnikih in gnezdi na tleh. No, in razumete, ne, kaj to pomeni, nič več plezanja po drevesih. No, nisem je izbral samo zaradi tega, da mi ni treba več plezati po drevju, ampak sem jo izbral tudi zato, ker je zelo dobra modelna vrsta za raziskave interakcij med kmetijstvom in travniškimi pticami. To se je že takrat, to je bilo okoli leta 2000, kazalo kot potencialno velik problem, velik dejavnik ogrožanja
biodiverzitete. No in dejansko danes kmetijstvo, vsaj v razvitem svetu, velja kot ena največjih groženj pticam. No, preden pa začnem v samem predavanju, bi pa rad z vami delil še eno stvar, do katere sem prišel v vseh teh letih raziskovalnega dela in tudi po tej stvari, kar vam bom razložil zdaj, boste mogoče malo bolj razumeli, kdo sem in kaj sem. Namreč pri vsem tem delu, raziskovalnem, znanstvenem delu, človek vedno rabi neko podporo. Rabiš podporo družine, če že ne razumejo, zakaj to delaš, da vsaj tolerirajo te stvari, ki jih počneš. Sigurno rabiš podporo kolegov. To je še posebej pomembno, ko zaideš v slepo ulico in ne veš, kako bi se iz te ulice izvil ven. Lahko rečemo temu včasih tudi, da se zaciklaš v lastnih mislih. Rabiš tudi stalno izobraževanje. Stvari se pač danes dogajajo na različnih koncih sveta in moraš biti z njimi na tekočem, zato da ne odkrivaš tople vode. Za vse skupaj pa rabiš tudi dobro motivacijo. Namreč samo z dobro motivacijo lahko narediš tudi tiste stvari, za katere se ti v začetku zdi, da sploh nisi sposoben. No, in tej motivaciji so včasih rekli tudi muza. No, in dejansko za res dobre rezultate v življenju vsakdo rabi svojo muzo. No, in tole tukaj na tej sliki, tole sva midva s Franceljnom in vsak svojo muzo. Pa ne dobesedno vzeti, niso opice moja muza, to je mišljeno mogoče tako malo širše. Živa narava, prosto živeča narava je moja muza, oziroma kako temu danes rečemo, biodiverziteta. No, pa sem s tem malo daljšim spoznavalnim uvodom pripeljal do te osrednje teme današnjega predavanja, do biodiverzitete. Začel bom čisto na kratko o tem, kaj je biodiverziteta, potem mogoče malo bolj obširno par stvari o tem, zakaj je biodiverziteta pomembna. In na koncu vam bom povedal še pač moje mnenje o tem, kaj si jaz mislim, na katerem področju bi lahko naredili bistveno več, da bi lažje to biodiverziteto zavarovali. Zdaj, kaj je biodiverziteta, se mi zdi, da danes ljudje bolj ali manj že vedo. To je življenje na Zemlji z vsemi vrstami, z vsemi temi naravnimi mehanizmi, naravnimi procesi, ki to življenje vzdržujejo. Res pa je, da v učbenikih to običajno tako malo bolj suhoparno predstavijo kot vrstni nivo, genski nivo in ekosistemski nivo. No, te nivoje se danes učijo že otroci, po moje v osnovni šoli, če ne v osnovni, pa sigurno v srednji šoli. No, in te mantre se relativno hitro naučijo. To so le samo 3 izrazi in pač ti mladi možgani so sposobni te 3 izraze se hitro zapomniti. Nisem pa povsem prepričan, da tudi razumejo, kaj to pomeni. No, pri vrstnem nivoju nekako še gre, ker ga razumemo intuitivno. Ljudje relativno hitro zapopadejo, da je pač na svetu veliko vrst in tudi na nek način razumejo, zakaj jih je veliko. Še posebej, ko jim enkrat poveš, da je življenje nastalo pred 3,5 milijardami let, razumejo, da je to pač neka zelo dolga doba, v kateri se pač marsikaj zgodi, med drugim tudi nastanejo številne vrste. Ljudje tudi relativno dobro razumejo, da pač živali in rastline, ki živijo v tropih, niso in ne morejo biti enake tistim, ki živijo na zemeljskih poljih, in tiste, ki živijo v gozdu, so drugačne od tistih v morju. Ni pa morda slabo pri tem vrstnem nivoju, kadar o tem govorimo, če od časa do časa vseeno ljudi nekaj spomnimo še, namreč ljudje smo na nek način le ena izmed živalskih vrst in zaradi tega smo tudi ljudje del biodiverzitete. Ampak, ko govorimo o biodiverziteti, jasno, to ni samo pestrost in številčnost vrst. Biodiverziteta je tudi pestrost in različnost osebkov iste vrste.
To je pa to, čemur rečemo genski nivo biodiverzitete. Teh razlik med osebki posamezne vrste pa običajno oziroma pogosto pri številnih vrstah sploh ne opazimo. In zato si tudi tako težko predstavljamo, zakaj bi nekaj takega sploh bilo pomembno. Tole recimo na sliki je en tak primer, to je skupina rjavih žab, rečemo jim plavčki. Dejansko te žabe preko leta so rjave barve, približno mogoče en teden do 10 dni v času mrestenja, spomladi se samci pobarvajo takole v modro barvo. In če boste dobro pogledali te osebke, v bistvu so si vsi med sabo enaki. V tem času mrestenja je veliko neke dinamike med temi žabami, ves čas se preskakujejo, preobračajo in nikoli ne moreš vedeti, če gledaš še vedno isti osebek ali je to že drug osebek, ker so si pač med sabo tako zelo podobni. No, še en primer sveta ptic. Tole so pinože. 2 zimi nazaj so v milijonski jati priletele te pinože v Slovenijo, drugače živijo nekje na severu Evrope. In tukaj pri nas so ostale nekaj mesecev. In vsako noč so se te pinože, saj ta milijon pinož spravil v en majhen delček gozda na par dreves, kjer so prenočevale. Tako da smo vse imeli na kupu na teh drevesih in smo jih lahko opazovali. In če dobro pogledate, boste videli dejansko tudi tukaj v tem primeru je ptica enaka ptici, jih ne moremo ločiti med sabo. Če bi se zelo potrudili, bi mogoče našli ene 2, 3 različne nianse, ker se pač samci malo razlikujejo od samic, mladiči so malo drugačni od odraslih, ampak načeloma so si te ptice med sabo povsem podobne. In da ne bi mislili, da je pri rastlinah kaj drugače, tole je prizor iz Ljubljanskega barja. Močvirski tulipani takole cvetijo nekje koncem marca, začetku aprila. Cvet je enak cvetu, vse rastline so približno enako visoke. Dejstvo je, ljudje pri večini vrst teh razlik med osebki v populaciji ne opazimo in zato si ta genski nivo biodiverzitete tako zelo težko predstavljamo. Ampak neizpodbitno dejstvo je pa tudi, da kljub temu, da razlik ne opazimo, vsi osebki so med sabo različni. In obstajajo pa tudi nekatere vrste, kjer se te razlike opazijo zelo dobro. In ena izmed takih vrst smo tudi mi, ljudje. Kot že rečeno prej, tudi ljudje smo del biodiverzitete. Tole je ta naša raziskovalna skupina iz Inštituta za biologijo, kateri pripadam tudi jaz. Imenujemo se EKOS, oddelek za raziskovanje organizmov in ekosistemov. Osebki na tej sliki se med sabo ločimo tako dobro, da imamo lahko vsak svoje osebno ime. Vi zdaj sicer teh imen verjetno ne poznate, vsaj ne vseh, ampak samo zato, ker ne poznate ljudi. Sem pa povsem prepričan, da te ljudi na sliki med sabo ločite zelo, zelo dobro. No, tudi tele 4 možje na sliki, tudi za njih sem prepričan, da jih vsi med sabo ločimo zelo dobro, ker so pač to tudi slavne osebe, sem skoraj prepričan, da tudi poznate njihova imena. No, za vsak slučaj, če ne, sem jih tudi napisal spodaj. Ampak, ko govorimo o razlikah med osebki, se pravi, ko govorimo o tem genskem nivoju biodiverzitete, ena stvar je, ki je še bolj pomembna kot to, da se osebki v populaciji med sabo fizično ločijo. Armani, on je znan kot modni kreator. Steve Jobs, on je znan oziroma je bil rahlo zatežen človek, ampak je bil tudi zelo spreten izumitelj in poslovnež. Mesija verjetno ne rabim niti posebej predstavljati, zelo znan nogometaš, in Sinatra bil znan kot pevec. Torej, kaj hočem povedati? Ne samo, da se osebki v populaciji med sabo ločijo fizično, po obliki obraza, po velikosti telesa, po tem, imajo brado ali nimajo.
Osebki se med sabo ločijo tudi po tem, kaj kdo zna narediti, kakšne talente ima kdo in kaj posameznika motivira. Se pravi, kaj je njegova muza. No in zakaj je to tako zelo pomembno? Enostavno, predstavljajte si, da bi bili vsi ljudje na svetu enaki. Se pravi, da med nami ne bi bilo čisto nobenih razlik. Predstavljajte si, da bi bili vsi Messi. Vsi bi imeli ta orlovski pogled, vsi bi imeli brado in vsi bi ves čas samo brcali žogo. Nikogar med nami ne bi bilo, ki bi znal izumiti kolo, nihče ne bi znal sešiti lepe obleke, nihče ne bi znal lepo peti, nihče ne bi izumil cepiva proti covidu, nič od tega ne bi bilo. Zato bi ljudje po svetu še vedno hodili peš in zaviti v medvedovo kožo. No in ta pestrost v znanju, ta pestrost v sposobnostih, v motivacijah, med drugim ne povem, da to je značilno za vse vrste, ne samo za ljudi. To je ključnega pomena, da se vrste sploh lahko prilagajajo na spremembe, ki se dogajajo v okolju in zato, da se lahko razvijajo. Ni pa to v resnici nič novega. O pomenu pestrosti osebkov, se pravi o tej genski biodiverziteti, je pisal že Darwin, čeprav on takrat genov sploh še ni poznal. Darwina se še spomnite verjetno, ne? In verjetno se tudi spomnite, kako je Darwin razložil, kakšen je potek evolucije z naravnim izborom. Če čisto malo poenostavim in povem v enem stavku, evolucija poteka na način, da preživijo in se razmnožijo najbolj prilagojeni osebki, tisti manj prilagojeni pa ne. Zdaj se pa vprašajte, kako bi potekal ta naravni izbor, če bi bili vsi osebki med sabo enaki, če ne bi bilo bolj prilagojenih in manj prilagojenih, če evolucija enostavno ne bi imela med kom izbirati. No, potem je še ta ekosistemski nivo pestrosti. Običajno ljudje pri tem mislijo, da ta nivo opisuje pestrost ekosistemov, število ekosistemov. Dejansko na svetu je ogromno različnih ekosistemov, ampak v resnici ta ekosistemski nivo se ne ukvarja s tem. Ekosistemski nivo biodiverzitete opisuje pestrost odnosov v ekosistemih. Odnosov oziroma včasih temu rečemo tudi interakcije med vrstami, povezave med vrstami, tudi procesi v ekosistemih. Nekaj primerov teh odnosov, teh interakcij in povezav je tudi tukaj predstavljeno na teh fotografijah. Vrste so udeležene praktično vse v plenilske interakcije, vrste tekmujejo druga z drugo za hrano, za vodo, za prostor. Številne vrste imajo med sabo tudi pozitivne odnose, se pravi na nek način sodelujejo. No in potem so v ekosistemih tudi številne povezave med različnimi procesi. Ene vrste so primarni producenti, se pravi, da proizvajajo kisik, proizvajajo organsko hrano, ki jo potem trošijo druge vrste. Druge vrste so razgrajevalci oziroma dekompozitorji. Oni organsko snov razgradijo na osnovne elemente in s tem spet omogočajo preživetje nekih tretjih vrst in tako naprej in tako naprej. Skratka, ta ekosistemski nivo torej opisuje število in prepletenost povezav med vrstami, med procesi v ekosistemih. Zdaj, zakaj pa je to pomembno, pa lahko precej nazorno pokažem na primeru ceste. V Sloveniji imamo eno samo zgledno cesto, ki povezuje osrednjo Slovenijo s Primorsko. To je ta naša avtocesta, ta Primorka. No, in ker imamo samo eno zgledno povezavo, zdaj, če se na tej cesti zgodi nesreča, ali pa če se Dars odloči, da jo bo začel obnavljati, nastane prometni infarkt. In takrat v tistih dneh je Primorska skorajda odrezana od ostale Slovenije. Če bi imeli več teh povezav, več zglednih cest,
Ko bi se na eni zgodila nesreča, bi se promet enostavno razporedil po ostalih cestah in ta povezava med osrednjim delom in Primorsko bi bila praktično neokrnjena. Tako da ta ekosistemski nivo biodiverzitete je torej pomemben, zato ker pomaga ohranjati stabilnost in učinkovitost delovanja ekosistemov. No, toliko o tem, kaj naj bi biodiverziteta bila. Še zdajle seveda nisem povedal vsega, no pa vseeno malo spremenim temo. Zakaj moramo oziroma zakaj bi morali ljudje na biodiverziteto paziti kot na lastne otroke? Saj to, da je biodiverziteta pomembna, načeloma ve že vsakdo. Ampak samo, če pomisli na to, težava je potem, da ljudje o tem nič ne razmišljajo. No, pa vam bom danes pri tem razmišljanju jaz malo pomagal. Milijon razlogov je, ki bi vam lahko jih naštel, zakaj rabimo biodiverziteto, no, ampak predstavil vam bom samo 3. To so 3 razlogi, ki so izmed vseh verjetno najbolj banalni. Banalni mislim pač v smislu, zato ker jih vsi zelo dobro poznamo, ampak jim ne namenjamo skoraj nič pozornosti. Ljudje za preživetje nujno rabimo, in to v velikih količinah, 3 stvari. Eno je zrak oziroma kisik v zraku, drugo je voda, čista pitna voda, in tretjo je hrana v organski obliki, pa je lahko rastlinskega ali živalskega izvora. Če pogledamo malo bolj podrobno, najprej kisik. Brez kisika bi živeli mogoče nekaj minut in potem bi se zadušili. Zdaj, kje dobimo kisik? Kdo dela ta kisik, ki ga potem mi trošimo? To tudi ni nobena skrivnost, to so zelene rastline, torej biodiverziteta. Okoli polovico kisika naredijo alge v oceanih, ostalo naredijo kopenske rastline. In vprašanje, ali bi si znali ta kisik narediti sami? V resnici, ja, poznamo nekatere kemijske reakcije, pri katerih se kisik sprošča, ampak niti pod razno nismo sposobni narediti dovolj kisika za vse. Druga stvar je voda, čista pitna voda. Brez vode bi ljudje preživeli par dni, potem bi nam pa že začeli odpovedovati notranji organi. Kdo nam čisti vodo, da je primerna za pitje? Star pregovor pravi, da voda, ko teče preko 7 kamnov, se očisti, ampak v resnici niso kamni tisti, ki očistijo vodo, ampak so drobne živali in bakterije, ki živijo na teh kamnih in ki živijo med kamni v vodi. Oni so tisti, ki očistijo to vodo, se pravi, biodiverziteta nam čisti vodo. Vprašanje, ali bi ljudje sami znali očistiti vodo? Zdaj, načeloma ljudje gradimo čistilne naprave in si v njih čistimo vodo. Ampak to, kar naredimo mi, ljudje, je, da zgradimo to neke vrste tovarno, vodo v njej pa še vedno čistijo tiste iste živali in bakterije, ki živijo med kamni. No in tretja stvar, ki jo nujno rabimo in v velikih količinah, to je pač hrana v organski obliki. Zdaj, brez hrane bi ljudje živeli še najdlje, ampak tudi to bistveno več kot 1 mesec verjetno ne. In biodiverziteta je naša hrana, to je vsa hrana, ki jo rabimo, da preživimo. In ponovno vprašanje, ali znamo to hrano narediti sami? Bilo je pred nekaj leti, nekih 5, 6, 7 let nazaj, je bila v časopisih velika novica. Ko so naredili prvo umetno meso, so ga zmeli, iz njega so naredili hamburger in so ga pojedli. Ampak ta en hamburger so raziskovalci delali več let in za njega so porabili več $100,000. In pri vseh teh 3 primerih, ki sem jih zdajle
prikazal, o pomenu biodiverzitete, v resnici jaz na koncu sploh nisem postavljal pravih vprašanj. Pravo vprašanje pri tem ni, ali bi znali sami narediti kisik, ali bi znali sami očistiti vodo, ali bi znali sami narediti hrano. Pravo vprašanje je, zakaj že? Zakaj že bi si morali sami delati kisik, vodo in hrano, če pa že imamo nekoga tam zunaj, ki nam to dela zelo zanesljivo, v zadostnih količinah in za to delo od nas ne zahteva nič drugega, kot da mu dovolimo, da z nami sobiva. In kako je s tem sobivanjem teh naših partnerjev, od katerih smo 100% odvisni, samo na hitro par primerov. Tale članek, ki je bil objavljen pred leti v reviji Science, v njem ocenjujejo, da je izumiranje vrst, se pravi izumiranje biodiverzitete danes okoli 1000-krat večje, kot je bilo včasih, preden smo ljudje postali dominantna vrsta. Zdaj, če bi to preračunali glede na ocenjeno število vrst na Zemlji, to pomeni, da vsak dan izumre 10, nekaj 10, mogoče 100 vrst. Verjetno največja avtoriteta na Zemlji, kar se tiče varstva narave, je tale mednarodna organizacija IUCN, se pravi Mednarodna organizacija za varstvo narave. Oni imajo v bazi precej kvalitetne podatke za nekaj več kot 100 000 vrst in na podlagi teh podatkov, na podlagi njihovih meril je okoli 1/3 vrst na svetu ogroženih do te mere, da lahko v nekaj 10 letih tudi izumrejo. No, v Nemčiji so izmerili, da se v njihovih zavarovanih območjih, se pravi ne kar kjerkoli v Nemčiji, ampak v zavarovanih območjih, da se je število letečih žuželk v 30 letih zmanjšalo približno za 3/4. Drugje po Evropi se mi zdi, da podobnih raziskav ni oziroma saj niso še rezultati objavljeni, ampak tudi ni nobenega razloga, da bi bili bistveno drugačni, ker dejansko vsi opažamo, da je tega tako imenovanega mrčesa vedno manj. No, in tale članek je v bistvu samo kvantificiral spremembo, ki jo načeloma vsi vidimo. No, v Evropi že od leta 1980 dalje poteka monitoring ptic in predvsem za travniške vrste ptic so ugotovili, da se je njihovo število danes zmanjšalo več kot za polovico. No, in še zadnji primer, ta kaže, da imajo z nami težave tudi največji. Sinji kit, največja žival, ki jih je kdaj živelo na Zemlji. Od začetka organiziranega kitolova, ki se je začelo pred nekaj več kot 100 leti, do danes je sinjih kitov v oceanih ostalo približno 2%. No in še tako naprej, teh primerov bi lahko naštel še veliko. Zdaj, situacija očitno ni rožnata, kaj se da v teh razmerah narediti. Trenutno se mi zdi, da smo še precej v tejle fazi, kakor jo kaže tale slika. Glava v pesek, nič ne vidim, nič ne slišim. Ampak smo pa že toliko napredovali, da se vsaj zavedamo, da to problema ne bo rešilo. In veliko težav tega izginjanja biodiverzitete se danes ugotavlja, je povezanih s komunikacijo. Ljudi je treba osvestiti, ljudi je treba prepričati, da s škodovanjem biodiverziteti že danes škodujemo sebi, tudi če tega trenutno sami še ne vidimo ali ne čutimo. No, pri tem pa naletimo na novo težavo. Namreč, če želiš nekoga prepričati, rabiš njegovo pozornost. Danes pa je v družbi izjemno velika konkurenca za pozornost ljudi. Kaj hočem s tem povedati? Glejte. Jan Plestenjak v Ljubljani organizira koncert v Stožicah, napolni celo dvorano, seveda to se je dogajalo še v tistih pred-covid časih,
dvorana poka po šivih, ogromno ljudi ostane pred dvorano, ker niso dobili vstopnic in potem žurirajo celo noč in potem še tedne in tedne po Facebooku lajkajo, joj, koliko je bilo pa to super. Športniki in športnice. Ko igrajo kakšno pomembno tekmo, je na tisoče ljudi prilepljenih na TV ekrane in trepetajo, kakšen bo rezultat. Če izgubijo, se potolažijo z izjavami športnikov, da so pač dali vse od sebe, da so pustili srce na terenu. Če zmagajo, na tisoče ljudi jih pričaka na Kongresnem trgu, da se z njimi poveselijo. No in potem je tam nek Davorin Tome, ki hoče ljudem pač povedati nekaj o biodiverziteti, o tem, kako je pomembna, kako nam samo ona omogoča normalno življenje, pa uspe privabiti recimo 20-30 ljudi. Pa bi vas prosil, ne me razumeti narobe. Jaz športnikom zelo privoščam, da dobijo to svojo družbeno potrditev, ker si jo dejansko zaslužijo, ker za svoje uspehe delajo zelo trdo. In presežem čisto nič in v ničemer tudi ne zavidam Janu Plestenjaku, čeprav nisem ravno njegov fan. Ampak pač te primere sem mogel pokazati, zato da vam lahko bolj nazorno ilustriram, v čem je eden izmed velikih problemov naravovarstva in v kateri smeri je pač treba iskati rešitve. No, tudi pri nas na inštitutu, na NIB-u, se zadnje čase kar trudimo, da bi pridobili čim več fanov biodiverzitete. Mogoče se komu to na prvi pogled zdi malo presenetljivo, glede na to, da smo mi le raziskovalna inštitucija, ampak smo vseeno spoznali, da je približno enako pomembno, da neko stvar raziščeš, da jo spoznaš in tudi to, da potem to znanje deliš naprej, da ga spraviš med ljudi in sicer na tak način, da ga bojo razumeli. Tako smo pred 3-4 leti, čas tako hitro teče, da je že točno ne vem več, smo skupaj z 9 partnerji si pridobili en evropski projekt Life Natura Viva. Naslov projekta je Biodiverziteta, umetnost življenja in celoten projekt je namenjen komuniciranju z javnostjo. Samo prenosu znanja o pomenu biodiverzitete med ljudi, pač, ki so na različnih nivojih, od vrtcev do zaposlenih, do upokojenih, do politikov, do ljudi, ki delajo na kmetijah. No, če koga kaj več zanima o samem projektu, tole spodaj, tale vrstica, tale povezava vas bo pripeljala na našo spletno stran in si lahko pogledate. Sicer pa znotraj projekta imamo zelo različne aktivnosti, veliko poljudnih predavanj, okrogle mize, delamo zloženke, imamo delavnice, opozarjamo z mestnimi plakati, pripravljamo razstave na temo biodiverzitete, delamo učne poti. No, ravno naslednji teden v Tivoliju, v Jakopičevem sprehajališču odpiramo razstavo Biodiverziteta Slovenije. Na ogled bo do konca junija letos. Vsi ste vabljeni, smo zrihtali tudi, da ni več omejitve gibanja na regije, tako da nimate nobenega izgovora, zakaj ne bi prišli razstave pogledati. No, lansko leto smo pri nas na inštitutu praznovali 60-letnico delovanja in v tej naši raziskovalni skupini, ta EKOS, to so tisti ljudje, ki sem vam prej pokazal, smo se odločili, da to 60-letnico počastimo s knjigo 60 obrazov biodiverzitete. V tej knjigi je 60 kratkih, poljudnih zgodb o biodiverziteti in vsaka zgodba je opremljena s fotografijami. Zdaj, da bi to naše znanje o biodiverziteti res prodrlo med čim več ljudi, smo elektronsko verzijo te knjige, se pravi v PDF obliki, smo jo dali na našo spletno stran, tako da si jo lahko vsakdo ogleda, vsakdo naloži na svoj računalnik. Najlažje boste našli, če kar v Googlu tipkate 60 obrazov in NIB.
Poleg tega smo 1500 izvodov te knjige tudi natisnili, se pravi, smo naredili prave, tiste starodavne papirnate knjige. In te knjige zainteresiranim ljudem dajemo zastonj, samo da bi to znanje res čim širše prišlo med ljudi. No, več informacij o tej knjigi pa dobite na tem elektronskem naslovu, ki je tukaj spodaj napisan, obrazi@nip.si. Takole, še zaključna misel, pa bom pa počasi končal. Približno 30 let je že, odkar je Jane Goodall, ta znana primatologinja, sociologinja, naravovarstvenica, izdala eno knjigo o šimpanzih in na notranji strani, na notranjem ovitku je zapisala eno misel, in sicer: samo če bomo razumeli, nam bo mar. Samo če nam bo mar, se bomo zavzeli. In samo če se bomo zavzeli, imamo možnost, da preživimo. Torej, ključno pri vsem tem je razumevanje. No, pri nas na Nibu tem besedam v zadnjem času še posebej dajemo kar velik poudarek. To naše znanje, naše razumevanje skušamo predati čim večjim ljudem okoli sebe, ker se nam zdi, da je to res zelo pomemben ključ do tega, da se spremeni odnos človeka do okolja, da se spremeni odnos človeka do biodiverzitete. Evo, hvala lepa za pozornost.